Pozdravljeni prečudoviti člani, kako ste kaj? Vem, že dolgo časa ni bilo nobenega videa samo za vas in se res opravičujem, ampak zadnje čase sem res imel polne roke. Kakorkoli že, nov video je tukaj, zato ne zgubljamo časa za opravičili in gremo direkt na smešnice, kaj pravite? In sicer danes imamo na tapeti eno zdravilko. V video za člane sem jo dal pa, ker na trenutke deluje malo, Special. Evo to ja, pa nočem biti nesramen, ker nesramnost je samo pozitiven stranski produkt, ko gledaš take ljudi, ampak ženska res gleda, kot da z njo nekaj ne štima. In to ni samo tisti klasičen verjamem v energije nekaj ne štima, ampak tudi nasplošno. Že kaj je tukaj? Gremo narediti en reading? Kdo so tvoji dušni prijatelji, a ne? Gremo to pogledati. Se pravi... Kaj ni res? Mislim, pol časa zgleda, kot da ženska nima nadzora nad nasnim obrazom. Gremo pogledat. Ok. Spijo smuti. Šamanske sposobnosti. In pač res nisem siguren, kaj je fora. Je malo posebna, je kaj vzela, ker ima neka nihanja razpoloženjih, ki jih pri običajnih ljudeh nekako ne vidiš. Ne moram iti spat, preden ne naredim enega readinga, štekaš. Ne moram iti spat. Ura je 1 zjutraj. Močni ljudje. Že kaj je tukaj? Kaj je zdaj? Ja. Kar malo izpade, kot da ne ve, katero čustvo bi rada pokazala in pol jih kar vse. Nočem reči, da vsake toliko zgleda vmes malo fake. V bistvu te čaka poslanstvo, ki bi ga mogel upravljati. Vsi imamo eno močno področje. In mi moramo najti tvoje močno področje. Bolj, ko uporabljaš to močno točko, boljši boš. Bolj boš ljudem všeč. Hočem reči, da vsake toliko zgleda vmes, kot da sliši glasove v glavi. Oh my god. Kaj točno je bilo to, se sprašujete? Oh my god. Jaz tudi. A ja, pa ful rada ima glasbene vložke not v njenih videih iz nekega razloga. In prvi, človek te ljubi, moj vodina zaspala. Res ve, kako pritegniti publiko, ni kaj reči. No, ampak glasba, spastični pogledi in bizarno čustveno nihanje so samo del tega, zakaj folk pride gledat njene videe, ker primarni del so njeni readingi. Kdo so tvoji dušni prijatelji, a ne? Gremo to pogledati. Gremo narediti reading. Kdo je tvoja spiritualna žival, ok? Vidite, jaz sem vsa ta leta mislil, da so prijatelji ljudje, s katerimi se družiš in se dobro razumeš. Ampak zgleda se vsa ta leta in sploh nisem zavedal, da obstajajo tudi dušni prijatelji, ki so podobno kot pravi prijatelji, samo da jih sploh ne poznaš in ti jih kar nekdo drug določi. To so te koristne informacije v lifeu. A ja, pa tudi nikoli si nisem vprašal, kdo je moja spiritualna žival. Primarno, ker živali niso osebe in je tako vprašanje fucking retardirano, ampak glejte, obstajajo tudi situacije, kjer so taki readingi še kako koristni. Že kaj tukaj? Jaz ne moram iti spat, preden ne naredim enega readinga. Moram narediti en reading. Ja, res ja, če ne moreš spat, so te stvari fenomenalne. Če ste mislili, da je štetje ovc dobra tehnika za zaspat, poskusite štetje spiritualnih ovc. To si koma preden priješ do 5. Lahko celo, da imaš preroške sanje v tem trenutku zdaj. Preroške sanje ima folk v tem trenutku zdaj, ko gleda tvoj video. Vam pravi, da te stvari res uspavajo. Ker ženske govori tako ponavljajoče in predvidljive stvari, da je ostati pri zavesti fucking misija nemogoče. Po vsej verjetnosti boste vi skupaj kreirali, a ne? Ti boš nekaj skreiral, nekaj boš skreirala s temi svojimi ljudmi. Lahko, da boste imeli skupaj meditacije in te tvoji dušni prijatelji imajo ful močno domišljijo.
To so kreativni ljudje, to so ustvarjalni ljudje. Ja, nekaj boste kreirali skup. Nekaj boste vi kreirali, nekaj boste skupaj delali, ok? Veš, vi, ko se boste družili, vi boste ful kreativni boste skupaj. Imeli boste karaoke, recimo, imeli boste družabne igre. Ja, ker če je kaj više kreativnosti, je to pa definitivno igrati družabne igre in imeti karaoke. Ker kaj je bolj kreativno kot 5 pesmi, ki so jih napisali drugi? Gledati ljudi, ko pojejo pesmi, ki so jih napisali drugi. Višek fucking kreativnosti, vam rečem. Ni čudno, da ona pol toliko poje vmes ves čas. Pa tako, večino časa zgleda, kot da te readinge dela kar sama sebi. Yeah. To so ljudje, ki se ukvarjajo z duhovnostjo. To so ljudje, ki imajo spiritualni biznis, ok? Tudi vidim, da videe boste delali. Folk, ki dela videe in ima spiritualen biznis. Zanimivo specifično, kaj ni? In pa kako lahko za nekoga rečeš, da ima spiritualen biznis, brez da takoj pomisliš, da pač nateguje folk? Ponavadi mistiki imajo sovico ali pa krokarja. Jaz sem krokarja. Včasih imam tudi sovico, ampak imam krokarja. Jaz imam Porscheja. Včasih imam tudi dačo, ampak imam Porscheja. A veš, da kaja pomeni krokar? Kaj? Ne pa ne? V kakšnem jeziku naj bi bilo to? V enem, ki si ga izmislila pod tušem? Mislim, sorry, ampak strokovnjaka za pomen imen že imamo, ok? Ne rabimo dva. In ko smo že pri Borutu, tudi ona mora vmes popiti malo vode, ko šloga. Direktni ljudje so to. Zakaj drži tako kozarec? Mislim, kaj je to? Veš, da so ene moje karte mokre, ker je toliko vode po tleh. Crazy, ampak jih bom posušila. Zakaj imaš kar vodo po tleh? To drugače ni normalno. Mogoče si rajši najdi enega spiritualnega prijatelja, ki je vodovodar, ker to se ne bi smelo dogajati nekako. Ali pa vsaj nehaj držati kozarec tako v roki, da vse poliješ. Jaz si da sem jaz mal on. Ja, tudi meni počasi deluje, kot da si na nečemu. No, ampak vrnimo se na biznis plat teh njenih readingov, ker to pa punca res obvlada. Ima namreč program, kjer ona vas nauči, kako postati bralec in delati te readinge. Malo je stereotip, da ponovadi učijo tisti, ki niso dovolj dobri za delo, ampak počasi se mi sluti, zakaj ga imamo. V tem programu je 7 seans po 1 uro. Cena programa je 777 evrov. 777 evrov za 7 ur svetovanja od ženske, ki ne ve, kako rešiti, da tla niso mokra. To znese 111 evrov na uro, kar je še manj kot za svoje delo računa Luka Dončić. Mislim, če pa to ni biznis stoletja, pol pa tudi ne vem. Prav, skupaj je 7, 7, 7, 7. 4 sedemke so v tem programu. Ja, 4 sedemke in 1 štirka, am I right? Kaj to pomeni? Da folk nateguješ na suho? Seanse so možne prek telefona, lahko pa tudi pridete k meni. A ja, ne, če pridejo k njej, pol pa definitivno ni na suho. Samo če pridete do nje, si rajši vzemite s sabo nogovice, se preobut, ker če ne vas bo zeblo hoditi nazaj z mokrimi. Res raj vidim, da imamo v živo. Ja, jaz bi tudi, ja. Ker če dejansko obstaja nekdo tako glup, da bi za ta predavanja dejansko plačal, pol to nekaj, kar res hočem videti v živo. No, kaj pa vas nauči v tem programu? Da bi se ljudje vračali po še, pa bo še, pa bo še. Ti hočeš, da oseba pride po še posebej, če samo to delaš, a ne? Pač kar itak raboš keš, a ne? Rečite, kar hočete, ampak punca je iskrena. Moraš jih navaditi, da potem ne bojo več mogli brez in bojo prišli po še. Ej, ti, kaj bi en reading, a? Dej, ne se sekirat, prvič je zastonj. Pa ne samo zaradi keša, ampak tudi zaradi tega, ker če oseba pride po še, na tak način ji lahko pomagaš. Če bo oseba samo enkrat prišla k tebi po eno branje in ne moš kaj dosti pomagati. Ja, ker to je približno tako, kot če greš zdravniku, recimo, ne? Če ti on predpiše neko zdravilo, ki dejansko deluje in se ne rabiš potem vračati k njemu, pol ti ne more zares dosti pomagati. Ampak če greš pa homeopatu, on ti pa lahko pomaga leta in leta. Vidite, ni samo zaradi keša. Bolj boš pomagal s to svojo močno točko in
Tudi bolj boš zaslužil, ker boš uporabljal to svojo močno točko. V bistvu moja ful velika želja je, da nekdo, ki konča ta moj program, da začne služiti sam cash s tem znanjem, ki ga bo dobil. To jaz hočem. Evo, še en primer. Ona sploh ne razmišlja o kešu, ampak kako bi rada pomagala ljudem priti do keša. Zaradi tega, ker vem, koliko je beden, če moraš delati v kakšni službi in nisi za to službo, ampak v bistvu imaš talent za druge zadeve, v bistvu. Kot recimo talent za komunikacijo, kjer znaš ljudem jasno in jedrnato povedati, da ta njen video je editirala drugače. Tle bi lahko ona odrezala ven dele, ki niso ratali, ampak njej se je to zdelo čisto na mestu. V bistvu te čaka poslanstvo, ki bi ga mogel upravljati. Tej sproščeni, spontani nasmeški jim res vlijo zaupanje v njene besede. Kje se lahko to prijavim, da bom tudi jaz znal tako naravno komunicirati? A ne? In s tem še pomaga drugim. A ni to noro? Kaj je bilo to na konc? Ej, res ne vem. Čeprav po drugi strani je tudi kaj je bilo tisto na začetku in vmes nisem jih najbolj siguren. Jaz sem v bistvu branja začela delati 2 leti nazaj in na začetku so bila moja branja, bedna so bila. Ja, nekako ti kar verjamem. In za na konec si poglejmo še, kako ona rada zaključuje svoje videe, ker to je res nekaj posebnega. Spirit na nek način hoče, da je to zate skrivnost. Veš, kaj jih boš ti spoznal, kaj jih boš spoznala, hoče, da je mečkam presenečenje. Zaradi tega mi noče vsega razkriti. Ok, pa da je to pomagalo. Zdaj pa grem, čoči. Te karte vam razkrivajo prihodnost in konec šihta, jebeš to sranje. Gremo zdaj, ok? Mislim, čau. Čestitke, a je ne, sožalje. Ne razmišljam jih ful tem, kar rečem. Ja, to je to. Se vidimo? Čau, čau. Prisežem, da nisem jaz tega zmontiral in je bilo tako že v originalu. Tako se je odločila, da bo zaključila video, kjer ljudem ponuja storitve za slabih 800 evrov. Ej, če dobi eno stranko v lifeu, jaz pustim komedijo in se začnem ukvarjati s spiritualnostjo takoj. Jebeš te šalce in majice, keš je v kristalih. Pa ne samo keš, ampak pomagaš jim. Ok, folk, konec videa, ajde gremo, mislim, čau. Ha ha ha!